Druga točka, ki se neposredno povezuje, je seveda ta novela, ki jo tako pričakujemo, Zakon o zdravstveni dejavnosti. Še vedno je ni v parlamentu, ni je na odboru za zdravstvo. Od tega zakona pa je odvisno seveda marsikaj. Vemo, da je zakon iz leta 92, osnutek, ki pa je bil dan pred nekaj meseci, pa je bil bolj star od starega. Bolj star in bolj starodoben od tistega iz leta 92. Videli bomo, kaj bo zdaj rezultat. Če bo ta zakon vendar prišel in našel pot do parlamenta, da bomo imeli priložnost tudi sicer se seznaniti za vsebino, ki upam, da je modificirana, kajti če ne bo modificirana, če ni zakon drugačen, potem je dobesedno škodljiv. Pomeni korak v zdravstvo nazaj, korak v kakovosti storitev, v sodobnosti, ki jih nudi pač današnji čas, in tudi v dostopnosti do zdravstvenih storitev. Zakon mora predvideti, da bo do storitve dostopne tudi na območjih, ki niso vezane na največje centre v Sloveniji. Torej enako dostopnost ravno tako za prebivalce nekje v Prekmurju, na Koroškem, kjerkoli na Dolenjskem, torej izven centra. To, kar imenujemo mreža, javna mreža, seveda mora biti zelo jasno opredeljena tako, da bo omogočala enakopravnost državljank in državljanov. Te enakopravnosti iz osnutka zakona ni bilo videti. Kajti vse je šlo v smeri centralizacije in vse je šlo v smeri tega, da je dobro samo to, kar je državno, vse, kar je zasebno, kar je zasebna iniciativa, pa je kot nekaj prepovedanega, kot nekaj slabega. Torej to gotovo ne nosi enih dobrih perspektiv za naše zdravstvo.